Lepo pozdravljeni. Novo žarišče okužbe z novim koronavirusom je Trubarjev dom upokojencev v Loki pri Zidanem Mostu. Okuženih je 35 stanovalcev in 9 zaposlenih. Vzpostavili so tako imenovano rdečo cono, kamor so nastanjeni okuženi stanovalci, ki v veliki večini ne kažejo nikakršnih simptomov bolezni, nam je povedal direktor doma Robert Potočnik. V Trubarjevem domu upokojencev v Loki pri Zidanem Mostu so prvo okužbo zaznali v četrtek. Mi smo prve simptome opazili pri enem od stanovalcev. Je bila povišana telesna temperatura, na kar smo izvedli testiranje in naslednji dan dobili rezultate, da je gospod pozitiven. Vira oziroma načina vnosa pa ni nikomur uspelo do zdaj identificirati, na kar smo potem testirali zelo široko in pač ugotovili obstoječe število okuženih. V domu je okuženih 35 stanovalcev in 9 zaposlenih. Mi smo sedaj organizirali rdečo cono, tako imenovano, kamor so nameščeni okuženi stanovalci. Do nedelje smo potestirali vse stanovalce, vseh 217, in veliko večino zaposlenih, zlasti tistih, ki delajo v neposrednem stiku s stanovalci. Tako da imamo zdaj realno stanje razširitev okužb v domu, na kar smo upravili ločitev okuženih od neokuženih. Nadaljnje testiranje potem sledijo po določenem obdobju. Če dodaja Potočnik, stanovalci v veliki večini ne kažejo simptomov bolezni. En stanovalec je bil že iz kliničnega centra, kamor so bili prvi trije umaknjeni, zato da smo sploh v domu lahko organizirali rdečo cono. Je bil premeščen v bolnišnico zaradi slabega stanja. V domu je tudi ena stanovalka umrla in pri enem stanovalcu se kažejo tudi simptomi, ostali so brez simptomov. Med zaposlenimi, ki so okuženi, gre pretežno za zdravstveno-negovalni kader in ti so seveda bili v tesnem stiku s stanovalci. Kako pa v domu rešujejo nastalo kadrovsko stisko? V bistvu s prilagoditvijo delovnega razporeda, da tisti, ki bi sicer bili prosti, ki bi bili na dopustu, so poklicani vsi. Se pravi, vsi, ki niso okuženi ali iz drugih razlogov v karanteni, so ta trenutek v službi. V Trubarjevem domu upokojencev bodo testiranja po predpisanem obdobju ponavljali in morebitne dodatne okužene premeščali v rdečo cono. Upajo, da bodo tako nadzorovali širjenje okužb. Tako kot vse slovenske bolnišnice se je tudi Splošna bolnišnica Brežice v skladu s pozivom Ministrstva za zdravje pripravila na bolnike s koronavirusno boleznijo. V sklopu bolnišnice imajo že nekaj časa vzpostavljeno tako imenovano sivo cono, v katero sprejemajo paciente s sumom na okužbo. Od tega tedna naprej pa lahko sprejemajo tudi COVID-pozitivne paciente. Vendar v dogovoru z Splošno bolnišnico Novo mesto smo si razdelili delo tako, da akutne paciente, se pravi tiste paciente, ki bi potrebovali zdravljenje, pošiljamo oziroma sprejema Splošna bolnišnica Novo mesto. V naši bolnišnici pa imamo zagotovljeni 10 postelj za tako imenovano negovalno COVID bolnišnico, v katero lahko začasno namestijo paciente domovi upokojencev, vkolikor bi se pri njih pojavila okužba, pa še ne bi imeli organiziranih vseh 3 con. In kaj to pomeni v smislu kadrovskih zmogljivosti? Kot pravi Hribarjeva, gre za izjemno velik zalogaj. Že organizacija sive cone, zdaj še rdeče cone zahteva nove in dodatne kadre, tako na področju zdravstvene nege, kot tudi na področju zdravnikov. Zdaj, ta način, kot smo ga zdaj vzpostavili z Splošno bolnišnico Novo mesto, je za nas majčkeno enostavnejši, ker potrebujemo samo dodatne sestre, torej tako srednje kot diplomirane medicinske sestre, medtem ko če bi morali vzpostaviti tudi akutno bolnišnično obravnavo, bi pri naših 7 specialistih na internem oddelku to predstavljalo zelo, zelo velike kadrovske težave. V brežiški bolnišnici sicer nimajo zaposlenega infektologa, zato je tudi že omenjeni dogovor s Splošno bolnišnico Novo mesto tudi najustreznejši za njihove zmogljivosti. Na vprašanje, ali v bolnišnici pričakujejo, da bodo kmalu morali organizirati delo na način, kot ga imajo organiziranega v Novem mestu, pa direktorica upa, da ne. Za nas bi bilo lažje zagotavljati kader neki drugi bolnišnici, da bi se pri njih skoncentrirali takšni
pacienti s COVID boleznijo, ki bi potrebovali akutno bolnišnično obravnavo. V ponedeljek so ob 3308 opravljenih testih na novi koronavirus okužbo potrdili pri 397 osebah, je na novinarski konferenci povedal vladni govorec Jelko Kacin. NIJZ pa je bil danes obveščen o dodatni okužbi slovenskega državljana, ki je bil pozitiven na testiranju v tujini, tako da skupno število znaša 398. 14-dnevna incidenca na 100 tisoč prebivalcev je 179, v bolnišnicah se zdravi 180 oseb, 32 jih je na intenzivni negi. S tem smo dosegli vse pogoje za uvedbo tretjega svežnja oranžne faze. O novih ukrepih bo vlada razpravljala na sredini seji. Za tretji sveženj potrebujemo kot prag 120 okuženih na 100 tisoč prebivalcev, ravno kar smo ugotovili, da je teh 179. Potrebujemo 180 ljudi v bolnišnicah in potrebujemo 30 na intenzivni negi. Vsi ti pogoji so zdaj izpolnjeni. Virus se še naprej najhitreje širi med zdravstvenimi delavci in med zaposlenimi na šolah, čeprav je delež vseh okuženih v izobraževalnem sistemu še naprej zelo, zelo nizek. Virus se še naprej širi tudi po domovih za starejše. Že včeraj se nam je pojavilo novo, večje žarišče v Trubarjevem domu upokojencev v Loki pri Zidanem mostu. Vnovič zato pozivam vse, da ob sumu na okužbo ostanejo oziroma ostanete doma in o tem obvestite svojega zdravnika. Preventivno ravnanje lahko prepreči vnos virusa v zdravstveno organizacijo, v dom za starejše, v šolo, v vrtec in seveda tudi v delovne ustanove. Tudi letošnji oktober je kot mednarodni mesec osveščanja o raku dojk obarvan v rožnato. V tem času ima osveščanje o zgodnjem odkrivanju rakavih obolenj še večji pomen. Ob razglasitvi epidemije novega koronavirusa so bili namreč sredi marca zaustavljeni tudi presejalni programi za raka. Program Dora so na Onkološkem inštitutu znova zagnali konec maja, v juniju pa še drugod po državi. Bolj kot to pa je treba pozornost nameniti morebitnim zdravstvenim težavam ali sumljivim spremembam. Če slednje odkrijemo, je treba tudi v teh časih vztrajati in priti do zdravnika. Za zmanjševanje obolelosti in umrljivosti zaradi raka dojk je poleg zdravega načina življenja pomembno izobraževanje ter zgodnje odkrivanje in takojšnje zdravljenje. Tudi s pomočjo državnega presejalnega programa Dora, ki v Splošni bolnišnici Brežice teče že približno 2 leti in pol. Začeli so ga izvajati, ko so nabavili novi digitalni mamograf. Ta mamograf nov je seveda pomemben tako za našo bolnišnico, ker izvajamo v sklopu naših programov tudi specialistično ambulanto za bolezni dojk in v okviru te pošiljamo pacientke tudi na mamografijo. Zelo velik pomen pa ima, ker je omogočil ta nov mamograf to, da smo sklenili pogodbo z Onkološkim inštitutom, ki sedaj ta aparat najema in opravlja na njem ta presejalni program Dora. Kot so nam sporočili z Onkološkega inštituta, je odzivnost v letošnjem letu kljub več kot 2-mesečnem premoru v pomladnem času zadovoljiva. Od januarja do konca avgusta se je mamografije na ravni celotne Slovenije udeležilo 78%, v Splošni bolnišnici Brežice pa 74% vseh povabljenih žensk, torej 76. V program Dora so vključene vse ženske med 50 in 69 letom, ki jih vsake 2 leti vabijo na presejalno mamografijo. Za rakom dojk sicer najpogosteje zbolevajo ženske med 50 in 65 letom, a bolezen seveda lahko prizadene tudi mlajše. V združenju Evropa Dona Slovenija opažajo, da ni toliko težav pri Dori, saj jim je uspelo poloviti obiske žensk, ki so bile zaradi zaustavitve programa prenaročene, večjo težavo vidijo pri simptomatskih ženskah. To pa zato, ker ko ženska opazi kakšno bulico, kakšen simptom, ki nakazuje, da bi lahko šlo za nekega raka, ne pride do ambulante za bolezni dojk in tudi z ambulante za bolezni dojk nekako ni pravega pretoka do Onkološkega inštituta. Predvsem tukaj vidimo težavo in dejanski upad
samih diagnoz je 30%. Zato je v primeru, ko odkrijemo sumljive spremembe, treba vztrajati in priti do zdravnika, ki nas bo, če bo tako presodil, napotil na nadaljnje preiskave. In se ne pustiti odgnati. Ženske še zmeraj prerade rečemo, ok, zdravnik je kriv, mogoče nisem javil na telefon, ni mi nihče odpisal, ampak je treba vztrajati, ker gre za naše zdravje. In predvsem je pomembno zgodnje odkrivanje raka, ker ta je tudi v večini primerov ozdravljiv. Združenje Evropa Donna Slovenija letošnji rožnati oktober obeležuje s sloganom Dotik pove največ, ki opozarja na pomen rednega mesečnega samopregledovanja in zgodnjega odkrivanja raka dojk. Agencija Republike Slovenije za okolje je v začetku meseca izdala sklep, da mora Nuklearna elektrarna Krško za podaljšanje obratovalne dobe s 40 na 60 let do leta 2043 izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. V NEK-u ta sklep sprejemajo pozitivno, pravi predsednik uprave in dodaja, da so samim postopkom že pričeli. Upravno sodišče je januarja ugodilo tožbi nevladnih okoljskih organizacij, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij, Fokus in Umanotera ter odpravilo odločitev Arsa, da za podaljšanje delovanja Nuklearne elektrarne Krško do leta 2043 ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje. Arso je zato o tem ponovno odločal in svojo odločitev tokrat spremenil. V začetku oktobra je izdal sklep, da mora Nuklearna elektrarna Krško za podaljšanje obratovalne dobe izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Mi ta sklep sprejemamo pozitivno, bomo izvršili to, kar nam sklep nalaga. Samim postopkom so že pričeli. V bistvu smo že naročili potreben elaborat, ki je strokovna osnova za cel postopek. Ta elaborat bo predvidoma končan v začetku leta prihodnjega. Časovnico samo ostalih aktivnosti, ki so pač po uredbi zahtevane oziroma po zakonu, pa še usklajujemo. Arso v sklepu še navaja, da je na podlagi predložene dokumentacije ugotovil, da je podaljšanje dovoljenja funkcionalno povezano tudi z gradnjo suhega skladišča za izrabljeno jedrsko gorivo. Suho skladišče napreduje, bi rekel, po začrtani časovnici. Smo v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. Trenutno je še razgrnitev dokumentov za gradbeno dovoljenje. Paralelno pa poteka čezmejna presoja vplivov na okolje z Avstrijo in Hrvaško, tako da je tudi ta del v zaključni fazi. Računajo, da bodo pravočasno pridobili gradbeno dovoljenje. Postopek naj bi bil končan na prehodu leta. Občinske komisije občine Sevnica so na podlagi sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje izvedle in zaključile s popisom in ocenjevanjem škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja z vetrom in točo 30. avgusta letos. Prejetih je bilo skupno 794 vlog, ki jih je preko terenskih ogledov in obdelave strani komisije občine Sevnica oddalo 377 različnih fizičnih oziroma pravnih oseb. Kot so sporočili sevniške občine, je škoda, ki jo je povzročilo neurje, ocenjena na 2 760 000 evrov. Predane so v nadaljnje reševanje Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Člani brežiškega občinskega sveta so na oktobrski seji med drugim sprejeli polletno poročilo o izvajanju proračuna za letošnje leto. Proračun občine Brežice za letošnje leto obsega 28,1 milijona evrov prihodkov in 34,2 milijona evrov odhodkov. Realizacija prihodkov v prvi polovici leta znaša 11,5 milijona evrov, kar predstavlja 41% načrtovanih prihodkov v veljavnem proračunu. Odhodki pa so bili v enakem obdobju realizirani v višini 11,3 milijona evrov, kar predstavlja 24,1% načrtovane porabe. Letošnje leto je bilo seveda, kot vsi vemo, zelo posebno, še posebej, kajti prve mesece je bila
korona, mi smo se ukvarjali več ali manj z COVID-19, zato je v bistvu realizacija proračuna bistveno nižja kot v prvem poletju, kot smo pričakovali. Je pa tudi res, da glede na to, da ko sprejme spomladi proračun, se investicije praktično izvajajo šele v drugi polovici leta. Tako da pomembno je, da pa prihodki so pa v skladu z pričakovanji, kar pomeni, da je skoraj 41% prihodkov do junija bilo realiziranih, odhodkov približno 24%. Kot dodajamo, dan se investicije intenzivneje izvajajo v drugi polovici leta, zato pričakuje, da bo realizacija proračuna konec leta kljub temu relativno visoka, tudi zaradi višje povprečnine. Za letošnje leto smo že dobili višjo povprečnino. Treba povedati, da v lanskem letu je bila povprečnina za 40 € nižja. Letošnja vlada, ko je nastopila takoj marca, nam je že povišala povprečnino za letošnje leto, kar pomeni, da to smo že dobili. To je približno bilo 900 000 več sredstev, kot smo predvideli. Za leto 2021 in pa 2022 je pa sedaj tudi usklajeno, da naj bi bila tudi povprečnina približno taka kot letos, kar pomeni, da tudi za naslednjo leto lahko pričakujemo ta denar, ki ga pa od prejšnje vlade ni bilo predvideno v proračunih. Brežiški župan še dodaja, da so na javnem pozivu dobili plačano varščino za prodajo nepremičnine v Slovenski vasi, kar pomeni, da bi s prodajo te nepremičnine občina Brežice v letošnjem letu pridobila približno 1 200 000 €, kar pomeni višjo realizacijo prihodkov. V Brežicah torej načrtujejo, da bo do konca leta realizacija proračuna visoka, a nekaj investicij, ki do konca leta ne bodo realizirane, bodo prenesli v naslednje leto. Trenutno praktično ne bo skoraj nobena investicija izpadla, razen kar bo sam most železen bo končan malo pozneje, kot smo predvideli, kar pomeni, da bi bil most železni končan v drugo leto do sredi junija oziroma do 30. junija rok. Prav tako se bo pa zamaknila investicija mostu v Cerkljah ob Krki, lesenega mostu, pa ne samo zaradi covida, tudi zaradi drugih stvari, delno pa seveda tudi zaradi covida, ker je postopek izbora trajal malo dalj časa, tako da praktično te investicije bojo rokovno malo pozneje končane v drugem letu, tako da nekaj drugega pa bistveno ne bo. Moram reči, da nas veseli, da energetske sanacije grejo celo hitreje, kot smo predvideli, tako da bo v letošnjem letu res izjemno veliko investicij zaključenih, kajti šola praktično v Pišecah, v Globokem, glasbena šola, potem tudi energetska sanacija v Artičah, v Dobovi in na Bizelskem, podružnična v Kapelah bojo skoraj končane v letošnjem letu, tako da jaz verjamem, da bo letošnje leto izjemno investicijsko kljub koroni na koncu zaključeno. Na Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad so pripravili požarno vajo, v kateri so preverili ukrepanje v primeru požara na območju centra. Po scenariju vaje je prišlo do požara na proizvodni liniji za alternativna goriva. Po požarnem alarmu so zaposleni zapustili območje centra in se umaknili na varno. Prek številke 112 so aktivirali gasilske enote in kot prvi so s 4 gasilskimi avtomobili iz Tovarniške ulice prišli krški poklicni gasilci, ki so za pomoč pri intervenciji aktivirali še gasilce prostovoljnega gasilskega društva Videm ob Savi. Sledi pregled športa. Zadnja leta so se sadjarji soočali z različnimi težavami in izzivi. 2 zaporednima letoma pozebe je sledila preobilna letina, nato pa še nekontroliran uvoz cenenega sadja, predvsem jabolk. To jih je spodbudilo k iskanju rešitev, zato so nekateri začeli zasajati nove sorte jablan. V Arnovem Sedu so predstavili novo odporno klubsko sorto Bonita, ki je bila vzgojena na Češkem, in dosedanje delo na projektu Evropskega inovativnega partnerstva, s katerim so pričeli lani.
Da so pridobili dovoljenje za pridelavo bonite za Slovenijo, so lani ustanovili zadrugo Tibona, ki danes šteje 16 članov, od tega jih je 11 iz Posavja. Po celoletnem trudu, negi in varstvu nasadov jim je kljub neugodnemu letu uspelo pridelati kakovosten pridelek. Bonita kot taka se je nekako prijela v slovenskem prostoru in moram reči, da od lanskega leta do letos je kar velik preskok. Iz 7 hektarjev smo prišli tam nekje na 19 hektarjev. Razširili smo se po vsej Sloveniji. Zadruga Tibona je sedaj prisotna na štajerskem predelu, tam okrog Slovenske Bistrice, potem v Prlekiji, v Ljubljani, na Kmetijskem inštitutu 1 hektar in tudi na Primorskem na posestvu Biotehniške fakultete. Jabolka bonita je taka zelo lepa, plodovi srednje veliki do veliki, lepo rdeče obarvani. Meso je sladko-kiselkastega okusa, harmonično, hrustljavo, sočno. Sorta je drugače, odporna proti jablanovemu škrlupu, kar je najbolj pogosta bolezen pri jablanah. To pomeni, da nam dejansko omogoča, da jo pridelujemo na naravi bolj prijazen način. Letos pričakujejo okoli 200 ton pridelka, ki ga bodo skladno s pogodbo 90% prodali preko zadruge, 10% pa ga bodo lahko pridelovalci prodali doma oziroma na tržnicah. V tem trenutku odkupna cena za jabolka bonita, cena direktno od kmeta v teh velikih poletnih zabojih je 60 centov, kar je kar solidna cena za ta pridelek. Sadjarji so prepričani, da ima bonita velik potencial, zato so lani pričeli z delom na projektu preko Evropskega partnerstva za inovacije, ki zajema vse od pridelave do trženja te sorte. Gre za sorto, ki je po eni strani zahtevna, ima določene posebnosti, po drugi strani pa, če ne druga, je nova v Sloveniji, kar pomeni, da jo treba tudi v naših razmerah preizkusiti in prilagoditi tehnologijo našim razmeram. V bistvu namen projektu je, da najdemo za različne talne tipe, za različne načine sajenja optimalno pripravo zemljišča, potem da povemo, kakšna je v bistvu najbolj kvalitetna sadika, da potem res prvo leto, res drugo leto, res tretje leto, polno rodnost 4. leto, da dobimo polni volumen. Tule pred nami so zdaj drevesa v 3. letu, teh 10, 12, 14 kilogramov. V polni rodnosti razmišljamo o tem, da bi lahko bilo na drevo 20 kg. Vendar pa posledično gosto in kompaktno drevo s številnimi vejami vpliva na slabšo obarvanost plodov. Bonita je rdeča sorta in če je rdeča, lepo živo obarvana, potem je tudi izjemno kakovostna. Da bomo to barvo dobili, bomo morali skreirati drevo pravega volumna z dovolj osvetlitve, tako da bomo prišli skozi vsaj z 2, 3, mogoče 4 obiranji. Enkrat plodov ne bomo mogli obrati, ker ne bodo dovolj obarvani. V sklopu projekta so potekale tudi aktivnosti za izdelavo promocijskega gradiva in oblikovanje embalaže za jabolka. Poglejmo še na spletni portal eposavje.com. Spoštovani gledalci, to je vse, kar smo pripravili v tem tednu. Hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjega torka.